Oktobrsko reprezentančno okno je za nami in slovenska nogometna javnost se znova lahko usmeri v dogajanje v slovenskem klubskem nogometu v prvi ligi Telemach. To je seveda zelo zanimivo, nove razsežnosti pa lahko dobi že nocoj. Prav lepo pozdravljeni nogometni sopotnice in sopotniki. Smo v Stožicah, v Ljubljani, v slovenski prestolnici. Na kratko tokrat do Aldairja. Zelkić še enkrat poskuša kar neposredno proti vratom. Nevarna podaja je bila to, toda briški Kevin gro pri Doucouré. Slišali ste v studiu, kako pomemben je ta nogometaš na sredini igrišča, no še pomembnejši pa je Bongongi v napadu. Tu je priložnost za Tabor in Dominik Mihaljević je prišel do strela. 12. tekma zanj v slovenski prvi ligi. Tomić v sredino proti Futaču, ki je prišel do strela. Priložnost za Elšnika in prečka. Kakšen strel Timija Maksa Elšnika, toda brez zadetka. Potem pa tudi prepovedan položaj. Stančića znova spremlja Crnomarković. Stančić je ohranil žogo, potem pa Ristić in Kljun, ki kombinirata uspešno. Kljun v sredino, dobro je postavljen Milović, pa potem Mihaljević in mimo gola. V novembru leta 2016 za člansko izbrano vrsto Slovenije zaigral nogometaš Olimpije. Takrat novembra pred 5 leti so bili na igrišču Zajc, Delamea in Krona Veter. No, zdaj Futač poskuša, žoga se je odbila in posredovanje Stančić. Pa zdaj Guerrico, priložnost za Tabor, strel z razdalje in mimo gola. 32. minuta, Ignacio Guerrico je poskusil. Mihaljević s predložkom, Nemanić je bil tam blizu, Milović je bil pred njim. Napako je storil Zelkić, potem pa Elšnik, odločno v sredini Nukić, išče Futača, priložnost za Olimpijo in gol! Zadetek za Marka Futača in Olimpija v 53. minuti vodi z 1-0. Prvi gol že na krstnem nastopu za 31-letnega mađarskega napadalca Marka Futača, ki je premagal Jana Koprivca. Tu je junak. Poglejmo še enkrat celotno akcijo. Elšnik do Nukića in potem takojšnja podaja v globino. Mihaljević proti oddaljenejši vratnici, Milović najvišji v skoku, Doucouré, potem pa Krivičić, priložnost za Tabor, še je lahko nevarno. Mihaljević je prišel do strela in odbil je. Pokrivati tako visokega in močnega nogometaša, kot je Marko Futač. Tomislav Tomić pa se odlično prebil. Zelkić nadaljuje domačo akcijo. Zelkić in zunanji del mreže je zatresel Almedin Zelkić. 60. minuta. Elšnik s predložkom, tam je bil Futač, toda brez zaključnega udarca. Pa potem priložnost za Aldairja. Aldair, preigrava Aldair v bloku Doucouré. Kapun je prišel do žoge in tudi do strela, toda še enkrat je blokiral Doucouré. Lepa poteza Mavretiča. Nzenge pred vrata, tam je Stančić, toda spet brez pravega zaključka. Tam menjavo zahteva Đorđe Crnomarković. Uteka Nzenge, priložnost za Tabor je to. Salkić do žoge na robu kazenskega prostora, preigrava Salkić, kosi Mavretič do strela brez pravega zaključka. Tudi to pod Mavretič mimo gola. Tudi tokrat brez prekrška in morda še zadnji juriš Tabora proti vratom Olimpije. Kosi je prišel do strela in obramba Nejca Vidmarja. Ja, v moji družbi pa je tokrat domači branilec Mišel Pavlović. Po odmoru ste hitro dosegli zadetek. Najbrž je čas v drugem polčasu za vas kar počasi tekel. Ja, hitro smo dosegli zadetek, potem se povlekli nazaj, nasprotnik prevzel žogo ter se uspešno obranili na koncu.
Tabor se je še enkrat več pokazal kot zelo žilav nasprotnik. Kako ste sploh zadovoljni z današnjo zmago? Mislim, da 3 pike so vrhunsko za danes. Se ponovno uigravamo z novim trenerjem. Imamo 2 nova igralca v prvi postavi in mislim, da je to odlično za danes. Želimo si izboljšati to. To je definitivno zmaga, ki se splača graditi na njej naprej. Vemo, v naslednjem krogu gostujete na težkem gostovanju v Kopru. Ja, to bo res težko gostovanje. Koper je v nekem naletu, ampak mi bomo probali narediti vse, da domov pripeljemo 3 točke. Dušan Kosič, na koncu nesrečen, minimalen poraz, lahko bi dejali, kriva je bila praktično edina napaka danes v zadnji liniji. Ja, lahko bi tako rekli, dobro tekmo smo odigrali, fantje so se trudili, pravzaprav smo zelo enostaven gol dobili, ne vem, kaj je botrovalo temu, se ni dobro videli, ampak fantje so delali disciplinirano, bili smo premalo odločni v situacijah, ki smo si jih pripravili, da bi mogoče kakšen gol dosegali in nažalost ostali praznih rok. Vaši varovanci so po prejetem zadetku pripravili kar dober odgovor, praktično smo spremljali prezrcaljeno sliko iz prvega polčasa, stali so več na žogi, vendar na koncu se zdi, da je nekoliko zmanjkalo športne sreče ali pa tista zadnja podaja, kot je med polčasom že opozoril kapetan Krivičič. Ja, nismo bili kvalitetni v zadnji tretjini, kjer smo imeli rešitve, da bi boljše odigrali. Nogometni moment nam danes ni bil naklonjen enostavno. Kakšne pa so obeti za naprej? Vemo, v naslednjem krogu igrate domačo tekmo proti Mariboru. Ja, nič. Ta poraz malo peče, ampak treba glave dvigati gor pa probati na naslednji tekmi boljši rezultat doseči.